Minister za gospodarstvo Stanko Stepišnik je po pogovoru s predsednico vlade Alenko Bratušek včeraj sporočil, da odstopa s položaja. V zadnjih dneh je bil namreč deležen očitkov zaradi sodelovanja podjetja Emo Orodjarna, katerega solastnik je, na razpisih za pridobitev državnih subvencij. Ob odstopu je povedal, da ni storil nič nezakonitega in je odločitev sprejel v korist neobremenjenega delovanja tako vlade kot svojega podjetja. Na Stepišnikov odstop so se odzvali tudi v gospodarski in obrtni zbornici. Po njihovem mnenju je njegova odločitev v razmerah razrahljanega zaupanja v politične elite edina pravilna. Kot so poudarili, potrebuje gospodarstvo močnega ministra, ki bo sposoben zagovarjati in izvesti hitre reformne ukrepe. Sodišče je zoper Tomaža Lovšeta, nekdanjega lastnika Diners kluba Slovenije, odpravilo pripor. Izpustili ga bodo proti plačilu varščine, ki znaša 1 milijon evrov. Lovše je bil v priporu od začetka avgusta in sicer zaradi suma napeljevanja k zlorabi položaja in pridobitve protipravne premoženjske koristi v višini najmanj 9 milijonov evrov. Največji opozicijski stranki SDS včeraj ni uspelo interpelirati finančnega ministra Uroša Čuferja. Po koncu maratonske 15-urne seje je koalicija po pričakovanjih z 48 glasovi proti 28 zavrnila predlog za ministrovo razrešitev. V SDS-u so menili, da Čufer na seji ni odgovoril na njihova vprašanja. V koaliciji pa, da je bila interpelacija zgolj izgubljanje dragocenega časa. Poslance bodo danes med drugim zaposlovale spremembe socialne reforme. Obravnavati bi morali tudi zakon, ki ureja poračun odprave plačnih nesorazmerij za javne uslužbence, a odboru Državnega zbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo tudi v današnjem nadaljevanju seje ni uspelo končati obravnave zakona. Državni zbor bo dokončno odločil še o zakonu o odškodninah za izbrisane, o katerem je sicer razpravljal že v torek. Vlada pa bo danes razpravljala tudi o spremembah zakona o graditvi objektov. Cilj je uzakonitev začasnega splošnega moratorija. Ta bi trajal 1 leto po uveljavitvi sprememb za izvršbe inšpekcijskih ukrepov v zvezi z nelegalnimi gradnjami. Na dnevnem redu vlade je tudi predlog novele zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora. Jutri bo oblačno, padavine se bodo od zahoda hitro širile proti vzhodu in bodo dopoldne na zahodu že ponehale. Zvečer pa bodo prehodno ponehale tudi drugod. Meja sneženja bo med 500 in 800 metri nadmorske višine. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, ob morju okoli 8, najvišje dnevne od 2 do 7, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo oblačno s padavinami. Meja sneženja se bo v nedeljo spustila do nadmorske višine okoli 600 metrov. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. Danes v dnevniku televizije Maribor. Mineva leto od prvega večjega upora v Mariboru. Pomisleki ob odhodu mariborske delegacije na Kitajsko. Vse več ljudi brez osnovnega zdravstvenega zavarovanja. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.